Ja. To meni IQ ima več globin in ti si jih razčlenil na 5 stopenj in ti si edini na 5 stopni. Kot učitelj te metode. Ima še pa učitelje, ki so na ostalih stopnjah, na nižjih stopnjah, ki tudi poučujejo IQ metodo. Prva, druga, tretja, četrta. Stopnja so, jaz sem pa 5. A bo kdo kdaj prišel do 5? A bo 6 obstajala? Mislim, da ne. Aha, ok. 5 je takrat, kadar lahko uči druge učitelje IQ metode. Sprav, to je tisto. Prva je osnova, se pravi, da začneš razumeti senzorno-motorno amnezijo, da se učiš pomena jasne komunikacije. Se pravi, ker največji problem je, da sam ne veš, zakaj imamo zdaj slušalke gor na glavi, da sami sebe bolj slišimo, zaradi tega, da lahko sebe bolj kontroliramo, kaj povemo, pa kako povemo. Korigiraš. Tako. In zdaj, recimo, na seminarju prve stopnje se učijo slišati, razčistimo, razjasnimo, ali pa spuste stopalo proti, ali pa spuste nogo proti tlom, ali pa puste, da pade noga na tla. To so 2 različne stvari. Ali pa sproste mišico, podaljšite mišico, ali pa raztegnite mišico. To so spet 3 različne stvari. In zdaj, ker nejasna komunikacija je v bistvu vir entropije, vir nereda, in potem z neredom ne moreš nekoga učiti, da se uredi. Ker pomeni, da mora najprej se učitelj sam učiti, da sebe posluša, ko govori, kaj mu iz ust gre ven, ker ni nujno tisto, kar on misli povedati, da je enako tistem, kar pove. Ker ima tudi med zavestjo pa med usti ali pa med verbalnim izražanjem je glih tako senzorno-motorna amnezija. Ali pa da slišiš, da določeni besedi da drug pomen, da doda neko čustveno stanje, ki je lahko iz podzavesti ven izhaja, in potem to čustveno stanje poslušalec, sploh tak, ki leži na tleh, pa fokusirano izvaja vajo, pa posluša učitelj, na kaj točno pove, lahko zazna in pa naredi gib drugače, učitelj ga pa gleda, pa misli, da je problem v senzorno-motorni amneziji izvajalca, dejansko je pa v senzorno-motorni amneziji voditelja, učitelja. Pa v bistvu v prvi stopni se učijo razumeti, na kak način fizika, fizikalni zakoni vplivajo na življenja ljudi, kaj je zakon o ravnovesju, ki ga definira gravitacija, kaj je zakon časa, ki ga definira čas, in kaj se zgodi, če te zakone kršiš, na kak način pol trpiš zaradi neravnovesij v sebi, v odnosih z okoljem, in naučijo se osnov vodenja IQ vaj na tak način, da ljudem omogočajo, da grejo iz stanja zavesti na okolje v stanje telesne zavesti, oziroma bolj strokovno povedano, da se naučijo upoštevati intracepcijo, se pravi občutke, ki pridejo iz notranjosti telesa v zavest, ne samo propriocepcijo, se pravi občutke iz površine telesa, ki pridejo v zavest. Ker propriocepcijo ima ljudje še kakor toliko ok, čeprav tudi dostakrat če so recimo huda stanja travm, huda zakrčenost, ali pa v bistvu že tisto, da so na nek način izjemno, da so morali odrezati telo stran od zavesti zelo konkretno, tam tudi propriocepcije že skoraj več nima, in ko mu recimo rečeš, da ne vem, dvigne ramo od tav, pa ga vprašaš, če čuti, da ima zdaj zaradi tega stik leve rame s tlemi drugačen kot stik desne rame, ki je ostala na tleh, v bistvu ne čuti tega, ampak mora pogledati. In ko vidi, da je rama v zraku, reče, sem jo dvignil. Zdaj, da bi ga povprašal, ali čuti, da ima recimo tonus mišic spredaj v levi rami, ali pa na levi strani prsnega koša višji kot v hrbtu,
na zgornji levi strani hrbta, pa ne bi sploh nič znal povedati, ker te občutki, feedback preko intracepcije v njegovo zavest ne pride, ker ima v podzavesti tako močen cenzuro, ajmo reči tem, in pa ko analizira, zakaj, vidiš, da je bil recimo v otroštvu velikrat v močnih čustvenih stanjih, ki so ga tako bolela, da je v bistvu ugotovil, da če se umrtviči, če se izklopi, da lahko preživi, drugače pa ne. In pol, ko to traja dolg časa, pride do tega, da se ne čuti. Se pravi, v prvi stopni se učijo, kako razlikovati kako povečevati intracepcijo pri tistih, ki jih učijo, zato da pol lahko te ljudje bolj jasno zaznajo stanja, ko gib naredi, se pravi, zavesten ukaz za gib v mišice pride, mišice se stisnejo ali pa sprostijo, odvisno od pač kjere, ne dobi pa nazaj feedbacka iz mišic, da se je tonus spremenil in dejansko ne dobi poročila iz telesa, kar pomeni, da telo ne vpliva na stanje zavesti tako, ko bi moralo. In to se ponovadi ustvari v prvih 7-8 letih življenja, pa se pa to potencira skozi življenjsko zgodbo, ki gre ponovadi po eni liniji, ki je bila v otroštvu določena in jo pa težko spremeniš. Lahko jo spremeniš z močjo volje za nekaj časa, sem če zraven ne spremeniš tudi ta podzavesten vzorc tvoje funkcije, tradicijo, boš vedno znova padel nazaj v isti jark, iz katerega si hotel ven plezati. Ne? To je v bistvu prva stopna, je ta uvodno spoznavanje. Največ so pa je glavni fokus pri šolanju učiteljev AIKO metode pa je, da sebe urejujejo in da to notranjo uporabo tretjega Newtonovega zakona zmanjšujejo vedno bolj, zato da so lahko pol dovolj odločni in močni pri vplivanju na stranko, na katero vplivajo s tretjim Newtonovim zakonom, zato da pol ona lahko spoznava stvari, kaj je znotraj nje ali okoli nje narobe, da to spremeni. Ne. In pol, ko gre naprej v drugo stopno, tam je pa pol veliko več ukvarjanja s čustvi, kaj čustva so, kaj je kinetična, potencialna, elastična energija znotraj telesa, na kak način vpliva na izražanje čustev medenica, pa prsen koš, ramenski obroč, kako kronične zakrčenosti v teh predelih telesa zmanjšajo učinkovitost izražanja čustev, ne nujno pa tudi izražanje čustev. Ne. Pa jasno učijo se tem primerne vaje, ki sprožajo, ki lahko ustvarijo močnejši čusten odziv pri izvajalcu, ker so oni pa že v drugi stopni bolj več vejo o čustvih, se lahko tudi soočijo ali pa držijo podporo tem, kar izvajalec začuti, ki ga lahko preseneti. Ne. V tretji stopni grejo pa na poglobljen študij mehanskega dela človeka, se pravi mišic, okostja, gibanja, in tam se učijo pa tudi pol še aktivnega dela na mizi, se pravi aktivne pendikulacije, kinetičnega zrcaljenja, minzverbaja, in to pol kombinirajo v protokolih, kjer človeku pomagajo z asistenco na mizi, da bolj začuti določena stanja v telesu, pa tudi, ker je to bistveno daljši proces, to traja 2,5 leta do 3, ali tudi več, odvisno pač, koliko je kdo sposoben iti v lastnem zorenju na višji nivo. Tukaj pa v bistvu dobijo sposobnost, razvijajo sposobnost, da lahko z pritiskom roke ali pa kakega druga dela telesa ustvarijo umetno gravitacijo, kjer recimo otežijo ali pa olajšajo določeno gibanje, zato da povečajo senzorno jakost senzornega signala v centralni živčni sistem
In na ta način, ko recimo daš ti, ne vem, roko nekom na nogo, pa mu rečeš, da naj nogo obrne v določeno smer, zaradi tega, ker mu ti ali pa olajšuješ gib ali ga pa otežuješ, s tem v bistvu manipuliraš, s kakšne senzorne informacije bo oseba dobila v zavest in s tem mu zelo hitro lahko zmanjšaš senzorno motorno amnezijo, kar mu potem pa omogoča bolj jasno razumevanje sebe in tudi bolj pravilno izvajanje vaj. Sam ne gre se pa tukaj v čustven del kot tak, dela se pa veliko na čustvenem zorenju samih učiteljev, zato da so pri vsakem modulu bolj urejeni, da lahko tudi prenesejo reakcijo tistega, ki ga učijo, ki so mu učitelji.